medtem, ko smo poslušali vse te prekrasne govore, meni se je mašina moja v glavi ni nehala delovati in sem skozi zraven razmišljal v rimah in bi rad nekaj tega, kar je prišlo skozi mene, bi rad na koncu zvezal v eno lepo poezijo, da združimo z eno tako krasno energijo. Smo za to? Ja. Ok. Ne teorija. Važna je praksa. Večino stvari se ne boš naučil iz faksa. Ni važen magisterij, ni važen doktorat. Važen, da to te veseli, da si doktorat. Rad. Začne se v vrtcu, ko smo še mladi cvetovi, ko so še naši širni in veliki cvetovi, gremo v osnovno. Na začetku vse še zgleda popolno, ampak ko sem delal v šoli, se rado zgodi, da v 6. 7. razredu te totalno zamori. Pa da se te zanimajo dekleta, pa še uleti puberteta in se začne zapirati od tega cveta. In tamale apatični postanejo in se raj svojimi telefoni in ekrani v glavo zadanejo. Uce, testi, točke, pike, plusi, minusi, deljenje, razlike. In pokor naenkrat, ko je osnovna šola konc, čez noč, ti se pa zdaj že kar kaj boš odloč. Zakaj delamo tako sami s sabo, svojo prihodnostjo, cvetom? Ne rabimo informativen dan, ne rabimo informativno leto. Da ljudje res vse pogledajo, kaj jim je sveto, da najdejo sebe v temu in najdejo identiteto. In zato velik pozdrav temu, kar lahko se zgodi, da lahko nekdo pride kot vajenc in iz njega samo mojster sledi, ker če vaja dela mojstra, a vajence ni, bo tudi mojstrovina se na koncu zgubi. In ko enkrat nekdo pride, paste, kaj govorijo, joj, težko je z vajenci, ker težko sledijo. Ampak ljudje po 30 tam ponavad zaspijo, ker se zavijajo v svojo rutino, kjer jim je definitivno fino, a vi imate mlado energijo, da te starejše, ki so že padali v to, spet poživijo, da jih dajo iz te cone udobja in to, in da lahko spet vašega veselja odprejo oko. Tako je bila prej energija od Maxa. To je noter v tebi, tega nisi prinesel iz faksa. In tako ta zadeva zeluje, a hkrati tudi, ker treba tiho, šut. Postav se v vrsto, posluši, kaj ti ima zapovedati. Učitelj in učenec, ker učitelj je znanja živ studenc. In daje ti znanje, kjer ga boš uporabil. Zato deli, da ne boš pozabil. A na koncu zapomni si še nekaj. Vsega v glavo čist ne pošteki. Bod prodoren, bod tudi uporen. Ker se rado zgodi, da v našem sistemu kapitalizma pravzaprav v dvorani falili smo vsi. In kaj ti bo znanje, če ne bo planeta? Zato razmišljaj naprej, še naprej v tisočletja. Kako naravo in sebe ohraniti, da bomo še zdržali, da bodo ne tvoji učitelji, ampak da bodo fajn živeli tvoji tamali, razvij, bod prodoren in uporab svoj talent in te vedno vase noter 100%. Ne 100%, 150%. Dokaj se ne spremeniš v dim page zjutraj, v ogenj, tako kot gre benzin, da zagoriš. In to je najbolj pomembno, da imaš drive, da imaš strast. Sorry, ker zgledam tako danes zjutraj, ker bi me zadev kakšen lev kot plast, a delal sem do 3 zjutraj, ker me je poezija veselila in danes sem vesel, da se zastavil spet delček v glavi tega besedila. Zato je lep pozdrav prihodnosti in vsem, ki to prihodnost vzgajate in to, da ima en aplavz za vse. Hvala lepo.